Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Konec meseca oziroma v začetku februarja bosta zasedali tako ameriška kot Evropska centralna banka in ponovno se pričakuje višanje ključnih obrestnih mer. Sicer obe centralni banki napovedujeta nekoliko počasnejši tempo dvigovanja. Vse to seveda vpliva tudi na dogajanje na različne trge. Danes se bomo ukvarjali z bolj konzervativnimi naložbami, torej z obveznicami in pa z depoziti. O depozitih se zadnje desetletje pravzaprav niti ni veliko govorilo, mladi pa niti ne vedo, kaj to sploh je. Torej, depozitne obrestne mere rastejo, prav tako tudi zahtevane donosnosti na obveznice, je to lahko priložnost za vlagatelje. O tem se bom pogovarjala s Primožem Cencljem, ki je upravljalec premoženja obvezniškega in denarnega sklada na Generali Investments in smo ga že gostili na MoneyHow, in z Rokom Makovcem, ki je vodja oddelka trgovanja pri Novi KBM. Pozdravljena. Živijo. Pozdravljena, Marja. Živjo, evo, predlagam, da najprej začnemo z osnovami in se vrnimo nazaj v malo šolo vrednostnih papirjev. Marsikdo namreč ne ve, kaj so dolžniški vrednostni papirji, niti kaj so depoziti, kar sem omenila v uvodu, saj se o tem praktično zadnje desetletje ni govorilo. Dajmo torej pojasniti res poenostavljeno, kaj so dolžniški vrednostni papirji, kako se ta trg deli in katere papirje najbolj pogosto srečamo na tem trgu. Ja, evo, mogoče, če začnemo ravno to, kar smo se pogovarjali prej smo začeli, da obveznice do sedaj niso bile seksi naložba, ne? Mogoče se je to spremenilo pol leta nazaj, ali pa malo več, ko so te obrestne mere kar naenkrat zelo hitro začele naraščati, ne? In so tudi mali vlagatelji videli, da mogoče obveznice niso toliko slaba naložba, kot so bile zadnjih 10 let, ne? Tako da ja, kaj so sploh obveznice? To je mogoče vprašanje. Jaz bi jih najprej razdelil na kratkoročne pa dolgoročne mogoče, no. Zakladne menice do 1 leta, recimo, ki jih izdaja država, ali pa potem dolgoročne obveznice, vse, kar je naprej od 1 leta, pa rečemo lahko do 100 let, so tudi izdaje. Par evropskih držav je izdalo tudi 100-letno obveznico, ne. Ampak recimo za normalne vlagatelje bomo rekli, so obveznice najbolj nekako obveznice, ki si jih najbolj želijo ali pa ki jih najrajš kupujejo, so državne, podjetniške, mogoče finančne, to so obveznice bank, krite obveznice tudi, no. Ampak recimo verjetno smo danes fokusirali na državne pa na podjetniške, predvidevam, ne. Res je. Definicija seksi, Primož, povej, tebi so obveznice ful seksi, ampak verjetno je to profesionalna deformacija. To zagotovo. So pa obdobja, ki so malo bolj, pa malo manj. Ampak če bi se vrnil mogoče nazaj čisto v ABC finance, pa mogoče, ker me zgodovina malo bolj zanima, bomo rekli, kaj je dolžniški inštrument. Po domače povedano, to, ko si nekdo od nekoga nekaj sposodi. Prvič, ko so se dolžniški papirji oziroma dolžniško način investiranja v Slovenijo pripeljali, je prešlo s hranilnicami, mečkam bolj standardizirano, no. To govorimo o času konca 1800 proti 1900, ko so se odpirale prve hranilnice in takrat so se hranilnice oziroma recimo v tistem času kmetje so prinesli svoje presežke, svoj denar na banko in ta banka je potem nazaj posodila denar tistim, ki so ga potrebovali. In nekako v tem kontekstu se je razvil produkt depozit, iz katerega se banka financira, da lahko naprej prodaja. In to je Slovencem bilo zelo poznano, ker se v bistvu imamo dolgo tradicijo bančništva in hranilništva in je bilo dobro poznano vse do točke, dokler niso bile obrestne mere na depozitih negativne, in to je praktično zadnjih 10 let in z tega naslova tudi mogoče mlajši investitorji tega toliko dobro ne poznajo, kakor bomo rekli njihovi starši ali pa še bolj stari starši. Na drugi strani pa govorimo potem v finančnih inštrumentih, dolžniških papirjih, govorimo pa v temu, da ni nujno, da si samo banka sposodi denar od svojih varčevalcev, tako se lahko tudi država sposodi od svojih državljanov ali pa na splošno populacije
in pa recimo se lahko tudi podjetja direktno od investitorjev sposodijo denar, s tem, da preskočijo banko kot posrednika. Zdaj, zakaj poznamo zakladne menice, zakaj poznamo obveznice? Ker se je s časom in z vsemi plusi in minusi, ki so se dogajali na finančnih trgih, so se nekako papiri standardizirali. In da, ko govorimo v zakladnih menicah, vemo, da govorimo o papirjih, ki so krajši od 2 let. Ko govorimo v obveznicah, govorimo v obveznicah, ki imajo neko določeno strukturo, ki jo lahko investitorji, bomo rekli, na enostaven način prepoznamo in tudi analiziramo prospekt, ki je podlaga za to, da je lahko obveznica izdana, kar daje varčevalcem eno dodatno gotovost, da ko bodo posodili denar, da ga bodo dobili tudi vrnjenega. Ok, a gremo kar en korak naprej. Kako se ti papirji razlikujejo od bančnih depozitov in kaj imajo skupnega? To je ključna stvar. Skupno imajo to, da je to dolžniški inštrument oziroma da je to dolžniška oblika varčevanja, kar pomeni, da ti veš, da boš na eni točki dobil svoj denar nazaj. Kaj pa je razlika? In točno veš, kakšne so obresti, ne? Tako. Edino, če se mogoče kupaš obveznico, ki ima variabilno obrestno mero, potem je ta stvar mečkam bolj negotova, ampak v principu depozit daš v banko in bomo rekli temu, če imaš več kot 100,000 evrov depozita, nosiš tveganje, da banka na eni točki tudi ne obstaja več in bomo rekli temu, tudi zgubiš svojo vrednost. Ko govorimo v obveznicah ali pa v komercialnih zapisih ali pa zakladnih menicah, govorimo, da je na drugi strani lahko drug izdajatelj v kontekstu države, kot najbolj znani izdajatelj, ali pa recimo tudi podjetje recimo bolj v industriji, ne vem, lahko je to proizvajalec avtomobilov, ki, bomo rekli, se direktno gre sposoditi denar k varčevalcem oziroma k investitorjem. Kar pomeni, da je druga entiteta vzadi in da je pač verjetnost, da boš dobil denar nazaj, vezan na to drugo entiteto. Zdaj, da greva malo poenostaviti, ko govoriš prva, druga, tretja entiteta, se pravi, ko obveznice izda Volkswagen oziroma nek avtomobilist, ne, to pomeni, da išče denar pri ljudeh, ne, in seveda s tem je tveganje bistveno večje, ker je pač gre za podjetje in ne za državo, zato so tudi v bistvu varčevalci zahtevajo višje donose oziroma višje obresti, po domače povedano, a ne? Ko pa gre za depozit, pa pomeni, da se recimo ena banka, ki je vmes med recimo Volkswagenom pa varčevalci, pri varčevalcih si sposodi denar in potem ta denar plasira kot obliko posojila Volkswagenu. Jaz bi rekel, mogoče ena glavna razlika je tudi to, da depozit ni tržen, ne? Ni likviden. Depozit se ne da prodati. Mislim, lahko ga predčasno odpokličeš in s tem plačaš tudi dodatne stroške. Tako je bilo vsaj v preteklosti, zdaj ne vem, kaj se bojo banke spomnile. A gremo mogoče malo aktualizirati zadevo, in sicer Ameriška centralna banka je lani 7-krat dvignila ključno obrestno mero, ECB 4-krat, konec meseca, se pravi konec januarja in v začetku februarja pričakujemo nove dvige. Vprašanje pa je, kako ti dvigi ključnih obrestnih mer centralnih bank vplivajo na depozite in pa tudi na dogajanje na obvezniškem trgu. A gremo najprej pogledati dogajanje na depozite, ker to je zelo aktualno, ker v bistvu se že odražajo oziroma se že pojavlja ponudba bank in tudi neobrokerjev, kar bomo povedali v nadaljevanju, ponujajo višje depozitne obrestne mere, kot smo jih videli v zadnjem desetletju, in sicer tudi 2% vidimo. Ampak ja, mogoče tukaj čisto za začetek, kako v bistvu vpliva ključna obrestna mera od centralne banke, ki se imenuje depozitna, na dogajanje na depozitnem trgu. Če sploh vpliva. Načeloma vpliva, ne, samo tukaj moramo gledati v kontekstu vsake banke posebej in njene sekundarne likvidnosti, ne. Zdaj, dokler je banka super likvidna, nima neke potrebe, da dodatno plačuje za depozite. To se tudi v Sloveniji še vedno dogaja. Jaz bi rekel, velika večina bank ali pa vsaj ta večje banke ne plačujejo za depozite zaenkrat še nič, ne. Neke manjše banke, ki imajo neko večjo potrebo po likvidnosti, ki so mogoče malo manj likvidne, že plačujejo za depozite, ne. Koliko dolgo bo trajalo, da bodo tudi največje banke začele plačevati, vprašanje.
Tukaj bi jaz mogoče dodal, da banke se v bistvu tukaj izkoriščajo svoj, bomo rekli, na pol oligopolni položaj in se igrajo s transmisijo, kar pomeni, grejo od stran od tega, kar si centralna banka želi, in sicer v bistvu nekako izigravajo sistem in ne prevalijo nazaj depozitne obrestne mere, ki jo dobijo pri centralni banki. In s tem kot investitor v tem kontekstu bi si želel, da bi tudi poslovne banke vse bolj sledile te depozitne obrestni meri in bom rekel, to pošteno ceno za denar prevalila tudi na končne investitorje. So pa določeni agenti, kot se že omenila, ki že plačujejo višje obrestne mere, še bolj pa tukaj se pa to pozna pri temu, kakšna je cena za denar. In če gremo države in državne kratkoročno zadolževanje, vidimo, da komercialni zapis oziroma zakladne menice države, da njih donosnost je pa že krepko pozitivna. In hvala Bogu pa tukaj obstaja tudi produkt, ki lahko direktno vstopa na ta trg in je skoraj kot depozit pri bankah, temu pa rečemo denarni skladi. In denarni skladi že investirajo v te bistveno više donosne papirje in v bistvu omogočajo ljudem, da pridejo do višjih donosnosti, če jim to banke na depozitih ne omogočajo. Okay, to bomo malo več o tem povedali v nadaljevanju, ampak zanimivo je tudi to, da recimo danes poslovne banke za svoje presežno likvidnost na ECB-ju dobijo 2% čez noč, medtem ko poslovne banke na drugi strani v bistvu še niso pripravljene ponuditi tudi približek tega, kar v bistvu same dobijo pri Evropski centralni banki. Ja, to je na nek način stvar ponudbe in povpraševanja, ne? Ja. Zdaj, ko se bo ta presežna likvidnost na net zmanjšala, ko denar je vedno dražji, bo tudi v končni fazi velike banke mogle plačati za depozite. Ja, v tem kontekstu bi jaz rekel, da v bistvu si bi želel, da bi bilo več konkurenčnosti na trgu, kjer bi se ta postopek lahko hitreje izpeljal. Po drugi strani pa, da bi bil recimo denarni trg v Sloveniji bistveno bolj močen, da bi bili denarni skladi bistveno večji in bi lahko banki tudi nekako prisilali v to, da bi mogle začeti plačevati višje obrestne mere. Dokler pa je situacija, kakor je, smo pa v bistvu milosti in nemilosti bank in njihovih politik. Po drugi strani se moramo pa tudi zavedati to, da so banke, poslovne banke v preteklem času kar dobro kompenzirale bom rekel, ljudi, ki so imeli denar, saj so imeli praktično bistveno niže opravnine za svoje posle, kot pa so mogle banke plačevati centralni banki. Tako da se mi zdi, da smo v tem času cele na ran poslovnih bank in da bomo rekli, si bodo želeli malo bomo rekli, tega ekstra dobička ustvariti, preden se bodo tudi prilagodile trgu. Zdaj, ko praviš, da si želiš, da bi bilo več konkurence, konkurenca je tukaj, trka na vrata, oziroma Slovenci so to že opazili. Trade Republic, konkretno Neo Broker, ponuja 2% na v bistvu neinvestirana sredstva, ne za enoletno vezavo, ampak praktično v bistvu ti ponuja ta denar na ta sredstva, ki jih imaš tam. Kako pa to komentiraš, recimo? Ni samo Trade Republic, vse več je takšnih ponudnikov, neoponudnikov in v bistvu nismo vezani na slovenski trg, ampak imamo v bistvu cel evropski trg s tem na dosegu, ne? Definitivno je to, bom rekel, vsaka konkurenca je dobra konkurenca. Je pa res, da kaj enkrat govorimo o brokerjih, je tudi v bistvu kreditni profil same inštitucije lahko drugačen kot ene velike regulirane entitete, bomo rekli, strani Evropske centralne banke in bomo rekli temu, ne moramo vsega primerjati oko za oko, ampak bomo rekli, si predstavljam, da je pri takmu poslovnemu modelu, bomo rekli, to bistveno bolj pričakovano, kot pri neki inštituciji, ki pač, bomo rekli, je sistemsko podjetje oziroma sistemska banka v državi. Tako da klej tudi vedno vprašanje pri depozitih. Mogoče se lahko vrnemo še v čas, ko so bili v Sloveniji depoziti bistveno višji, to govorimo 10 let nazaj, 12 let nazaj, ker so slovenske banke plačevale, bomo rekli, kar 200, 300,
2 odstotne točke, 3 odstotne točke več, kot recimo cel evropski trg, ker so dejansko bile primorane zbirati, bomo rekla, svoje vire financiranja, ker jih noben drug ni posodil, kot samo domači varčevalci, in vemo, kako se je to končalo, kakšen je bil to signal, bomo rekla, za celotno industrijo, ki je potem, bomo rekla, se manifestiralo v enormni dokapitalizaciji bank in bančnega sistema. Zdaj pa, ko so banke dobro kapitalizirane, pa seveda nimajo nobenega interesa, da bi za svoje vire plačevali več, kot jim je treba. Se pravi, ta scenarij, da bi nekoč bil spet, da bi imeli 5% depozitno obrestno mero kot leta 2008, je to na mizi oziroma v neki bližnji prihodnosti, lahko vidimo kaj takega? Jaz tega ne pričakujem. Prvo kot prvo se mi zdi, da Evropska centralna banka ne bo šla do 5%. Po drugi strani pa si tudi ne želim, da če bo centralna banka pri nižjih depozitnih obrestnih merah, da bi bile slovenske banke primorane plačevati to dodatno premijo z depozite, ker v bistvu s tem bi lahko spet govoriti v sistemski stabilnosti. Ne? In bomo rekli temu, kot davkoplačevalci ne želim, da bi mogli še enkrat dokapitalizirati banke. A lahko mogoče vsem še prigramo en scenarij in sicer? Zdaj, številni opozarjajo, da v bistvu obrestne mere na bančne depozite so v bistvu nekoliko niže zaradi te jamstvene sheme, mi imamo do 100.000 garantirana sredstva, ampak če pogledamo obveznice Republike Slovenije, lahko ugotovimo, da v bistvu so 2- in 3-letne državne obveznice prinašajo okrog 2%, medtem ko donosnost 5-letne obveznice pa 2,6%. Zakaj bi nekdo sploh še sklepal depozite na presežno sredstvo, če mu banka v bistvu nič ne ponudi oziroma je 0 tam, država pa 2% ali več? Mogoče ravno to sem želel izpostaviti kot alternativo tem ničelnim obrestnim meram na depozite. Ta teden smo imeli zadnjo aukcijo zakladnih menic Republike Slovenije, to so bile 3, 6 in 12 mesečne menice. Obrestne mere so bile med 2,2 in 2,75%. Se pravi, država plačuje 2,2% za 3 mesece, 2,65% za pol leta in 2,75% za 1 leto. To so inštrumenti, ki načeloma so dosegljivi tudi malim vlagateljem preko borznih družb. A lahko mogoče opišeš ta postopek, kako lahko kupimo zakladno menico? Kako lahko recimo jaz kupim zakladno menico, koliko denarja za to potrebujem? Minimalna količina je 1000 evrov in potem vse naprej, tako da je dosegljiva tudi malim vlagateljem. Načeloma moraš iti do borznega posrednika, ki ima z državo pogodbo o primarnem opisništvu za opis zakladnih menic. To so v Sloveniji NLB, NKBM, SKB banka pa Unicredit, mislim, da. Pri njih v bistvu je možno kupiti zadevo tudi na primarnem trgu, to se pravi ob izdaji. Kar se tiče sekundarnega trga, je za malo vlagatelje zaenkrat zadeva še zelo težko dosegljiva, ampak bom rekel, delamo na tem, da bi se tudi to spremenilo. V tem kontekstu bi pa jaz sam dodal, da za malega vlagatelja, če bi si želel razdeliti, bomo rekel, tveganje med samo eno državo, ampak v bistvu, da si želi investirati v evropski trg zakladnih menic, pa tu obstajajo pač denarni skladi, o katerih sem že prej govoril, ki ti omogočajo nekaj dnevno likvidnost, hkrati pa zdaj, ko pač banke niso tako zanimive, omogoča zelo pocen dostop do tega trga, plus upravljalska provizija na letni ravni je zanemarljiva, samo recimo, če omenim za Generali MM je ta 10 bazičnih točk, ni pa neizstopne provizije. Kaj pa, če recimo kupaš direktno preko brokerja, kakšni so pa tukaj stroški? To je pa odvisno, kakšno imaš pogodbo z brokerjem. Kakor sem jaz gledal za te osebno trgovanje, načeloma brokerji smatrajo obveznice kakor kjerkoli drug finančni inštrument in so provizije kar visoke. Ja, zdaj, če ti dobivaš tam 2 do 2,75, je potem zelo pomembno, kakšen je strošek nakupa, a ne? Ja, vsak cent je tukaj pomemben. Ja. Tudi odvisno od količine, Sej to je pol tisto, da se da z borznim posrednikom se da mogoče tudi pogovarjati okoli cene, ko je enkrat malo večja količina, to ne bi bil problem.
Je pa res to, kar pravi Primož, da za manjše zneske sigurno igra provizija veliko vlogo. Zdaj, če lahko da mečkan osvetlim zadevo. Ne. Minimalni tiket na obvezniškem trgu ali pa na trgu komercialnih zapisov, kjer bomo rekli, se lahko začnemo pogovarjati z nasprotno stranko, je ta milijon. Ne. Zdaj, za zakladne menice večjih držav govorimo o 10, 20, 25, 50 milijonih, kar je seveda za institucionalne vlagatelje super. Bomo rekli, da ni treba drobiti poslov, pa lahko brez kakršnega koli posega na trg prideš tako do papirjev, kakor pa da jih prodaš. Za kakšnega manjšega vlagatelja so pa to zneski taki, ki nam niso niti predstavljivi. Rok, eno vprašanje. Zakaj država ne ponudi možnost neposrednega varčevanja malim vlagateljem tudi za v bistvu manjše zneske? Na kakšen način misliš? Se ponudi ravno s tem, da so recimo te zakladne menice so dosegljive tudi malim vlagateljem. A so tudi državne obveznice dosegljive malim vlagateljem? Tudi na isti način. Na isti način, se pravi, greš do brokerja. Od 1000 evrov naprej tako. Aha, okay. Se pravi, pomemben je tukaj samo to, da smo pozorni na strošek nakupa in vse druge stroške, ki so povezani s tem. Ne? Povej, Primož. Tako, vse stroške, ki so povezani z izvršitvijo te transakcije. Ne? Ja, je pa super ideja. Meni se je to zelo zanimivo, da bi tudi v bistvu tukaj državna zakladnica razmišljala, kako v bistvu začeti te delati izdaje bolj primerne mehkim vlagateljem ali pa domačim varčevalcem in da bi bil vsem ta koncept opisovanja ali pa proces opisovanja, da bi bil bistveno bolj enostaven, tako da v bistvu bi lahko varčeval direktno državne obveznice brez, mnogoterih posrednikov in mnogoterih stroškov. No. To bi bilo pa zelo zanimivo. To bi bilo 27 milijard denarja je na bankah, mogoče bi si lahko v bistvu na tak način nekako država sposojala oziroma aktivirala ta denar. Ne? Okay. Jaz bi tukaj mogoče sam izpostavil, kar se tiče, je zanimiva ideja, to, kar omenjate, ampak bolj pereč problem zame je trenutna dohodninska zakonodaja, ki vse te obresti obdavčuje. Ne? Se pravi, niso izvzete tako kot pri depozitu do 1000 evrov, ampak jih obdavčuje, se pravi, karkoli zaslužite s kuponom na obveznici ali pa tudi na zakladni menici, ki je brezkuponska, ste obdavčeni 25%, ne? Kot fizična oseba. To je pa zelo velik minus, glede na to, da tudi spet ti donosi niso toliko visoki, pa, a ne? Okay. Se pravi, a gremo kar naprej na donosnosti do dospetja. Kaj to je in kdaj je enaka kot obrestna mera obveznice oziroma menice? Tukaj sem malce se tipkala, berem vprašanje. Okay, gremo najprej razložiti, kaj je sploh donosnost do dospetja. Če to čisto poenostavimo, donosnost do dospetja je enaka kuponu, takrat, ko vemo točno, koliko časa je do tega dospetja in da je kupon isti, kot zahtevana donosnost. Zahtevana donosnost je nekaj, kar lahko matematično računamo, da dobimo ob nakupu obveznice. Kar pomeni, dejansko, če cel čas držimo obveznico, toliko bo naša obrestna mera. Jaz velikokrat uporabljam namesto zahtevane donosnosti kar obrestno mero. Ker neka obrestna mera je nekaj, kar si lahko ljudje lažje predstavljamo, kot pa diskontni faktor cash flow, ki se računa na vsak dan ali pa v vsakem momentu, drugem momentu. Zdaj, marsikdo, ko gleda te zahtevane donosnosti oziroma, ko ti praviš obrestne mere, recimo na ameriške obveznice, ne, si mogoče reče, pa recimo na grške obveznice, ne, si mogoče reče, to je pa kar zanimivo, ne, ampak tukaj je cel kup nekih tveganj. Rok, boš povedal, kako ti gledaš na to, na ameriške državne obveznice, na grške mogoče? Ameriške z vidika nakupa malih vlagateljev ali ja, seveda. Kaj imaš v mislih? Ja, tukaj bi predvsem izpostavil to, da je potrebno vzeti v zakup tudi valutno tveganje. Ne? Se pravi, nek mali vlagatelj, ki bi, kupil za 4,2% dveletno ameriško obveznico, bi mogel najprej kupiti dolarje po nekem trenutnem tečaju in potem kupiti ameriško državno obveznico za 2 leti. Tam bi sicer fiksiral donos,
ampak na drugi strani bi bil pa odprt, kar se tiče spremembe gibanja valut, ne, dolarja v tem primeru. Tako da, če pogledamo, kaj se z dolarjem zgodilo v zadnjih par mesecih, je to že več kot 10% premik, ne, iz tistih 0,95 pa zdaj na 1,07, 1,08. Sej, ko smo se pogovarjali o tem, sem ti rekla, ja, ampak se mi mali vlagatelji kupujemo tudi delnice ameriških podjetij preko brokerjev. Torej, tukaj tudi obstaja neko valutno tveganje, je pa to v bistvu mogoče manj smo občutljivi, kot pa recimo pri neki obveznici, predvidevam, ne? Če lahko še statistiko dam v igro, je to, da recimo volatilnost ali pa gibanje deviznih tečajev je nekako v povprečju 4-krat više, kot bom rekel, gibanje obvezniških naložb. To pomeni, da ko kupimo dolarsko obveznico, dejansko v večini prevzamemo tveganje, valutno tveganje. Na drugi strani, ko kupimo delniško naložbo, je ta delež tveganja, valutnega tveganja v samem pričakovanem donosu bistveno niže, kot pri obveznicah. V bistvu. Mogoče pa 20% donosa je pojasneno z gibanjem valute. Kar pomeni, da sta si v bistvu valutno tveganje pri teh dveh naložbah bistveno različna. In zaradi tega pač jaz zagovarjam, da je vedno smiselno varčevati v obveznicah v valuti, v katerem ima vsak posameznik trošenje. Ja, to je v bistvu neko osnovno pravilo osebnih financ, tudi mogoče, a ne? Ja, ampak še bolj se to pri obveznicah pozna zaradi tega, ker je valutno tveganje ima bistveno večji vpliv na pričakovano donosnost, kot pa recimo pri delnicah. Zdaj pa eno drugo vprašanje. Marsikdo reče, ko vidi italijanske ali pa grške zahtevane donosnosti, ki so tam 4 plus, ne, procentov na letni ravni, pa se reče, mogoče bi bilo pa to zanimivo. Ali pa recimo konec koncev, ko je izdala NLB v svojo obveznico korporativno, je bila potem 11% obrestna mera letna. To bi marsikdo lahko koga zavedel in bi rekel, to se mogoče celo splača investirati v eno tako zgodbo. Zakaj je to tvegana igra? Jaz bom rekel sam čist ABC osnove dolžniškega investiranja. Ko gledam jaz obveznice ali pa kjerkoli dolg, lahko rečemo svojemu sosedu, če posodimo denar, imamo vedno dve kategoriji, ki jih je dobro premisliti. Prva je ta zmožnost po odplačevanju. To pomeni, da ima naš sosed dovolj veliko plačo, da nam bo lahko vrnil 100 evrov naslednji mesec. Ta druga stvar, ki je pač pomembna, je pa, a nam želi vrniti denar. In bom rekel, če mi vemo, da ima dovolj veliko plačo, da nam lahko naslednji mesec vrne teh 100 evrov, ki se sposodil od nas, pa da ima željo potem, da ohrani dobro sosedske odnose in da nam bo pač želel tudi teh 100 evrov prinesti naslednji mesec, potem rečemo, ok, super, se zmenimo za obrestno mero in svet je lep. Bom rekel, ko gremo pa na te večje izdajatelje ali pa bomo rekel tudi države, ne, pa lahko vidimo, da ene države imajo dolg v BDP-ju 30%, druge imajo pa 130%. In zdaj zmožnost tiste države, ki ima 30% dolga v BDP-ju, je, da bo poplačala svoje obveznosti bistveno večja kot tiste, ki ima 140%. Zdaj, kar se tiče držav, kar se tiče recimo bank, ne, lahko se spomnimo situacije pred 10 leti, kjer smo ugotovili, da določene banke, bom rekel, se njihov poslovni model ni išel in so se zatekle k državni pomoči. Države so rekle, ok, mi vam bomo dali kapital, da bo se lahko še naprej živeli, ampak v zameno bodo mogli pa tudi investitorji nekaj tega prenesti na svoja pleča. In smo videli takrat odpis neke vrste kapitala in podrejenih obveznic. In bom rekel, ko govorimo o NLB in njihovih 11%, to sam pomeni, da so te obveznice v primeru, da bi se s to banko spet kaj zapletalo v prihodnosti, tiste, ki bi nosile svoj del odgovornosti za delovanje bank, kar z drugimi besedami pomeni, da v primeru nove dokapitalizacije te banke bi ti investitorji v te obveznice bili razvrednoteni. Iz tega naslova investitorji v današnjem trenutku ocenjujejo to tveganje kot 11% letno. Poenostavljeno povedano, donos je pogojen s tveganjem. In to je tukaj pri te tier 2 NLB obveznici, ki je bila nazadnje izdana, najbolj, bi rekel,
eksaktno pokazano. Ne. Ampak, ko smo imeli dolžniško krizo, Grčija ni šla v bankrot, Italija tudi ni bankrotirala. Kaj pa se je zgodilo? Oni so takrat ponujali res visoke obrestne mere, sploh so bile zahtevane donosnosti. Ne spomnim se točno, koliko je bilo, ampak vem, da je bila res visoka številka. Primož, če se ti spomniš, ti se zdi, da spomniš. Ja, bomo rekli, super si omenila dve državi. Imamo Grčijo, pa imamo Italijo. Nobena ni šla v bankrot, samo Grčija investitorje povabila k temu, da se prostovoljno odpovejo določenemu delu premoženja, v zameno jim je dala pa bombonček Evropska unija prek EFSF mehanizma, jim je dala pa en dodaten, bomo rekli, vir zaslužkov, plus nekako restrukturirali so dolg globoko v prihodnost. Tako da pri Grčiji bi skoraj rekel, da je šla država v default, ampak Italija pa ni šla. In na vrhu so bile te obveznice, zahtevane donosnosti pri Grčiji, so prišle do te točke, da so bile že blizu 100% ali še več, kar pomeni, da so pač praktično ljudje dejansko mislili, da država gre v default. V Italiji so pa se približale 7-8%, na nivoje, ker država več ne bi mogla refinancirati svojega delovanja in bi bila prisiljena v bankrot. Takrat je pa prišel Mario Draghi z svojim znamenitim stavkom Whatever it takes, in Evropa je stopila na ladjo quantitative easinga in bomo rekli, dolžniška kriza držav se je bistveno umirila oziroma se je prenesla v prihodnost. Mogoče, Rok, tukaj lahko mi dva omenimo tudi tole zeleno obveznico, ki jo je izdala v začetku leta Slovenija. To je tudi ena taka zelo zanimiva obveznica. Slovenija je ena od redkih držav, ki je v bistvu izdala to obveznico, globalno gledano, a ne? Ja, to je v bistvu že druga obveznica, ki je takega formata za slovensko državo. To pomeni, da denar mora biti porabljen namensko. Se pravi, da so vzadnji neki projekti, ki so identificirani vnaprej in na katerih v bistvu morajo biti ta sredstva porabljena. No. Tako je bila v višini 1,250 milijonov, 10-letna ročnost. Ampak tukaj mali vlagatelji niso mogli investirati v to zgodbo, ne? Mislim, mali vlagatelji lahko investirajo tudi v to zgodbo, seveda, spet z istim začetnim, bi rekel, od 1000 evrov naprej, preko borznih posrednikov lahko investirajo tudi v to zgodbo. Jaz pa lahko rečem, da z vidika investitorjev, velikih investitorjev, institucionalnih vlagateljev, da so v bistvu vse te zgodbe, da je veliko povpraševanje po takih zgodbah. Da praktično vsi si želimo postati bolj zeleni, bolj okolju prijazni, bolj trajnostni. In bomo rekli, take obveznice so tudi za državo smer v to, da bodo, bomo rekli, ta denar, ki je zbran, namenjen k temu, da bo izboljšalo vsem nam življenje v boljši luči, v trajnostni luči. In bomo rekli, smo zelo veseli, da se več držav stopa na to ladjo in da v bistvu naredimo svet lahko tudi prek finančnega področja malo bolj lepši ali pa malo bolj trajnosti. A lahko sam še eno vprašanje vezano na davke? Rok je prej omenil, kako v bistvu so vlagatelji na nek način, da bi si želeli, da bi bili drugače obdavčeni, tako kot smo za obresti. Kako pa je recimo z izplačilom iz denarnega sklada? Na kakšen način si obdavčen v tem primeru? Ja, načeloma, če je tukaj za kratkoročno način obdavčena, je to 25% od, bomo rekli, vhodne pa izstopne točke. Zdaj, če si pa znotraj košarice, ne, pa se potem lahko omenjaš med različnimi oblikami skladov, ne vem, da greš iz denarnega sklada v obvezniški sklad ali pa z obvezniških v delniških, pa v bistvu vedno si obdavčen od trenutka, ko si vstopil v sklad, do trenutka, ko izstopaš. Ne? In zdaj seveda, če gledamo bolj dolgoročni način varčevanja, recimo za kakšne večje projekte, za hišo ali pa za recimo pokojnino, pa lahko vidimo, da po 20 letih praktično ta obdavčenje pride do nič. In iz tega naslova je to lahko zelo učinkovit način dolgoročnega varčevanja.
Ja, to smo že imeli epizodo o tem, da so vzajemni skladi kot neke davčne oaze, ker se lahko prosto sprehajaš med skladi, dokler pač si ne izplačaš, to v bistvu ne prodaš naložbe. Ne? Ampak ja, to me je zanimalo, če tudi denarni sklad je obdavčen tako 25%. Ja. Zelo veliko krat dobivam vprašanje od naših poslušalcev, kako investirati v obvezniške ETF-e. To tudi vi počnete na vzajemnih skladih, ne? Ja, bom rekel, načeloma odvisno od kakšen je mandat posameznega sklada. Recimo, ne vem, kakšni globalni, bom rekel, mešani skladi z tega mogoče malo več poslužujejo. Recimo, obvezniški skladi pa denarni skladi pa sploh ne. Glih naslova tega, ker pač delamo z končnimi, bomo rekel, temu resursi, kar pomeni, da kupujemo direktno obveznice na trg. Zdaj, pač to je obvezniški ETF je kot kjerkoli drug, bomo rekel, oblika naložbe, ali to delnica, ali drugi vzajemni sklad, ki se trguje na borzi in pač pridejo določene trgovalne provizije in pa hrambe v igro. Kaj pa pri obvezniških skladih vzajemnih? Tukaj so pa stroški kar precej visoki v primerjavi recimo z ETF-i. A tukaj je mogoče kakšen scenarij v igri, da bi se te stroški vse nekoliko znižali v prihodnosti? Definitivno so tukaj določeni stroški povezani, predvsem, bom rekel, tukaj imamo vstopne stroške, ki so lahko včasih tudi, ki so pač kakršni so. To je odvisno od politike posameznega DZU-ja. Na drugi strani so pa tudi upravljalska provizija, ki je taka, kakršna je. Pri kakšnih DZU-jih je višja, pri kakšnih nižja. Pri pasivnih skladih je bistveno nižja, ker pasivni skladi nimajo cilj zagotavljanja nekega nadpovprečnega donosa. Na drugi strani je poslanstvo aktivnih vzajemnih skladov k temu, da, bomo rekel, premaguje primerjalni indeks. Zdaj, kakšnega DZU-jih pač premagujejo bolj uspešno, kakšni manj. Kar se tiče tega mojega sklada, ki ga upravljam zdaj že preko 10 let, je konsistentno nad primerjalnim indeksom in v bistvu s tem se pač upraviči višji strošek za aktivno upravljanje. Enkrat bom prav naredila posebno epizodo o primerjalnih indeksih, ker tukaj je tudi zelo veliko nejasnosti, netransparentnosti, vsak malo po svoje sestavi svoj ta indeks, ne. V bistvu si vsak postavi svojo neko letvico, ampak dobro, to je druga epizoda, ne. Definitivno, sam recimo tukaj, če gledamo v obvezniški skladi, ki sem jo vprašala, naš primerjalni indeks je tukaj najbolj splošni obvezniški indeks. Bom rekel, celotni Euro Universe, plus tega je Total Return. Pa če lahko rečem, zadnje leto, v zadnjih 10 letih je ta sklad naš, bom rekel, premagal ta referenčni indeks za 5 odstotnih točk. Dobrih 5 odstotnih točk. To je kar veliko, ne? Ja, in zaradi tega v bistvu je smiselno, ampak to je spet mogoče malo bolj kompleksno, ne, da vsak posameznik, ki vlaga v vzajemne sklade, tudi bomo rekel, pogleda, so ti skladi med boljšimi ali so med slabšimi. In je pač še en level of complexity, ki je mogoče pri kakšnem pasivnem investiranju ga ni. In v bistvu ja, v bistvu je kar precej zakomplicirane, zelo zakomplicirane, če sploh hočeš primerjati med sabo sklade, družbe za upravljanje in podobno. A gremo naprej na našo tematiko in sicer zanimiv pojav inverzna krivulja, razmerja med višino donosnosti do uspetja državnih obveznic, krajših pa daljših ročnosti, stabilnih, manj stabilnih držav. To je ena taka zelo zanimiva zgodba. Rok, boš mogoče ti malce povedal, kako ti gledaš na te inverzne krivulje, kaj se trenutno dogaja na trgu? Zdaj sta ameriška pa evropska krivulja že kar nekaj časa inverzne, ne? Ameriška bolj kot evropska, ampak vseeno, glede na zgodovinsko, bi rekel, glede na to, kaj se v zgodovini dogajalo, ponavadi to privede do nekega poslabšanja ekonomske situacije v določenem obdobju, mogoče tam do 2 let po tem, ko se je zgodil ta premik v negativo, ne? Kar se tiče kratkega in dolgega dela krivulje. Zdaj, kako bojo centralne banke znale to politiko peljati naprej, da bo čim bolj šla v smeri soft landinga, kot oni pravijo, ne? To bomo videli v nadaljevanju, ampak
Bo zanimivo, sigurno. Leto 2023 mislim, da bo zelo zanimivo na splošno na finančnih trgih, pa tudi na obvezniških še bolj. Kaj bi jaz dodal lahko še to, da v bistvu inverzna, zakaj pomeni, zakaj je kratkoročna obrestna mera višja kot dolgoročna? Rok je rekel, da pač trg pričakuje, oziroma da bodo obrestne mere v prihodnosti nižje, kot so danes. In zaradi tega smo se pripravljeni pogoditi za nižjo obrestno mero za 10-letno obveznico. Zdaj, a to de facto napoveduje, da se bo to zgodilo? Zelo težko, ne? Ker v bistvu trg vsak dan na novo anticipira vse informacije in ugradi to v cene. V tem trenutku to napoveduje, da se bo to zgodilo, moramo pa vedeti, da je pred nami leto, ki bo super pestro, ne? Pa bi dve točke izpostavil. Prvo je to, da bomo rekli, ključna obrestna mera se bo še, zelo verjetno, da se bo dvigala še naprej. Zakaj? Zato, ker se v Evropi recimo inflacija ohlaja počasneje kot v Ameriki in bomo rekli, še nekaj časa se bo sploh ta core inflacija, tista, ki centralno banko najbolj zanima, se bo še nekaj časa dvigala. Iz tega naslova bo centralna banka primorana dvigovati obrestne mere. Trenutno se trg pričakuje, da bo terminalna obrestna mera, to pomeni vrh obrestne mere, da bo dosegel na 3,5%. Zdaj, moje osebno mnenje je, da če bo mogla centralna banka je vsaj na 4, preden se bo nekako ustavila v tem trenutnem ciklu dvigovanja obrestnih mer. Na drugi strani, in to bo pač nekaj, kar bo definiral ta kratek konc, v bistvu kratkoročno varčevanje v depozite ali pa v zakladne menice. Na drugi strani imamo pa en fenomen, ko se je centralna banka odločila, da bo nehala stimulirati, nehala kupovati obveznice na sekundarnem trgu, to je ten quantitative easing za tiste, ki poznajo ta pojem, in da gremo iz tega koncepta quantitative easinga v quantitative tightening, kar pomeni, da bodo na določeni točki mogoče začeli tudi prodajati obveznice iz svojih računov. Zdaj, ocena je, da bo mogle države v letošnjem letu dodatno poiskati na trgu 850 milijard evrov, kar je tak znesek, da bomo rekli, bo lahko imel vpliv tudi na dolgoročne obrestne mere, ker bomo rekli temu na koncu, kakšna je 10-letna slovenska obveznica, bomo rekli, definira predvsem ponudba in povpraševanje. Ne? In zdaj, če bo ponudbe veliko, potem, da se bo država zadolžila oziroma, da se bodo države zadolžile, povpraševanje je pa bolj ali manj omejeno, lahko pričakujemo tudi določene pritiske na kratkem delu, na dolgem delu krivulje. V bistvu en velik kupec se umika z trga, ne? To je centralna banka po celi Evropi, tako da to je kar sprememba, glede na vsa zadnja leta, trg v bistvu vedno vedel, da nekdo stoji v zadnji in je ta centralna banka recimo pokupila 1/3 do polovice vseh izdaj državnih obveznic v posamezni državi Evropske monetarne unije. Ne. Tako da to je sigurno velik korak neki normalizaciji, je pa vprašanje, kako bo trg to akceptiral, pa kakšna nihanja zaradi tega lahko pričakujemo. Ne. Ampak tukaj prehajamo po tisto, bom rekel, zakaj postajajo obveznice spet seksi. Ker bomo rekli, dokler nimamo nobenega donosa, pa v bistvu vsa inflacija, ki se dogaja, pade na naša pleča, zakaj bi investirali v nek tak papir, ne? Razen če moramo. Zdaj pa, ko je Rok izpostavil pojem normalizacijo, ne? In bojo v bistvu obveznice nudile donosnost, ki bo tako pokrile inflacijo, kot zagotavljanje še nekaj realnega donosa, pa za vsakega, ki pač bomo rekli ne mara oziroma ne prebavlja tveganja, je to odlična naložba za nekaj, kar lahko potem tudi splanira. Ker recimo, predstavljamo se, da imamo 1 milijon evrov in si želimo, bomo rekli, na mesec, recimo, da gremo v penzijo in zapraviti 2000 evrov. Iz tega milijona lahko ga damo v delniške naložbe, pa bomo lahko imeli 1,5 milijona ali pa bomo imeli 500 000.
pa bomo lahko super zadovoljni, pa bomo lahko šli še dodatno na potovanje ali pa nov avto kupili. Ali pa bomo žalovali za izgubljenim $500,000. Če pa bomo rekli, nam omogoča obveznica, da dobimo več kot 2000 evrov denarja na mesec, s tem, da glavnico dobimo čez 2, 3, 5 let vrnjeno nazaj, bomo rekli, pa lahko bistveno bolj mirno spimo, pa bistveno lažje splaniramo svoje življenje v prihodnosti. In za marsikoga je to seksi. Če nadaljujem s to tvojo tezo seksi, menda celo, da so postale v bistvu obveznice bolj seksi kot rezidenčne nepremičnine. Kaj se vi o tem mislite? Jaz bi verjel. Zato, ker trg nepremičnin je rastel kar nekaj let in je dosegel neke, mogoče na nek način nepredstavljive nivoje, tako da s tem podraženjem denarja sigurno pač je priliv na trg nepremičnin manjši. Ne. Jaz definitivno se strinjam s tem. Še dodatno, jaz bistveno rajši zapravljam denar, kakor pa lovim ljudi za to, da mi plačajo najemnine, pa da mi lovim delavce, da mi obnavljajo stanovanje za primerljiv donos, ki ga lahko dobim iz najemnin ali pa iz obveznic. Tako da definitivno, ko so obveznice pridejo na 3-4%, bomo rekli, lahko mirno spimo, dobimo kupon na polletni ravni, na letni ravni, dobimo denar, ki ga želimo in se lahko ukvarjamo s tem, da ga zapravljamo, ne za tem, da imamo stroške, pa ne za tem, da imamo neprespane noči, pa napete momente, kako lahko pridemo do tistega denarja, ki nam pripada. Mislim, Primož, v tem delu se s tabo popolnoma strinjam, ne? Kar se tiče tega lovljenja obrtnikov in najemnikov in tega. Ne? Ampak po drugi strani pa razumem tudi ljudi, ki se raje dotaknejo svoje naložbe in jo prenašajo iz roda v rod, ne? Ker obveznica je vse nekje tako, nekje v zraku, tega ni, to je virtualno. Ne? To je spet ta finančna pismenost, pa v bistvu na eni strani lahko gledamo kot temu, da smo še zmeraj v času v letu 1850 in hranilništvo in v tem, da se strinjam s tabo, totalno hranilništvo. Ne razumemo, kaj vse si lahko privoščimo, če samo se majčkeno odpremo temu, kar nam svet ponuja. A lahko mogoče še obudimo to, nekaj časa nazaj se je govoril, da je portfelj 60-40, se pravi 60 delnic, 40 obveznic mrtev. Kako vidva zdaj gledata nek dolgoročni portfelj, kako bi ga recimo sestavila za enega povprečno nagnjenega tveganju? Jaz bi rekel, da pri teh obrestnih merah na dolžniškem trgu ta portfelj nikakor ni mrtev. Ne? Jaz bi rekel, da tako kot je Primož rekel, tu je vedno bolj seksi. Ne, zato, ker lahko zaklepamo neke donose, ki so na ravni višji od neke povprečne inflacije zadnjih 50 let, ne, ki je recimo okrog 2%. Tako da pustimo se presenetiti, kaj nam prinese leto, ki prihaja, ampak če bi se te kreditni prebitki recimo še malo povišali, lahko kar naenkrat mogoče na tem trgu identificiramo kar nekaj dobrih naložb. Ja, ne moreš zdaj kar nekaj, kar povej, katere bi lahko potencialno identificirali. Ja, težko je iti v konkretno, ampak odvisno od profila tveganja vlagatelja, absolutno. Ne. To je tak klasičen odgovor. Ja, jaz bi bil že vesel, da se v bistvu mali vlagatelji nekako začnejo s tem trgom spogledovati in vlagati tudi na ta trg direktno, ker tega do sedaj, bi rekel, je bilo zelo malo ali pa skoraj nič. Ne. Sej jasno je, zakaj je bilo tako. Obrestne mere niso ponujale nekega zatočišča oziroma kakršnekoli pametne naložbe, ki bi bila smiselna. Ne. To se pa v zelo hitrem času spremenilo, tako da to opismenjevanje na tem delu mislim, da je zelo smiselno. No? Ja, samo veš, v šolah se itak o tem ne učijo, obveznice so zelo daleč od učiteljev, od šolskega sistema, to je zelo tako kompleksna stvar, v kateri se učitelji absolutno ne spuščajo. Tudi pri tistih
tistih ne vem koliko ur temu namenijo, to je zelo, zelo težko razložiti otrokom, kaj je obveznica. Ampak ja, jaz mislim, da smo danes zelo veliko povedali o obveznicah, mislim, da bojo poslušalci naši to razumeli. A se lahko prosim samo še dotaknemo, kaj vi da pričakujete v letu 2023, ko je govor o denarni politiki? Ja, definitivno. Če še enkrat povzamem, jaz pričakujem, da bodo kratkoročne obrestne mere še naprej rasle, da se bomo približali magični številki 4, da bodo potem ostali na tem nivoju do konca leta. Na drugi strani pričakujem, kar se tiče dolgoročnih obrestnih mer, da bodo bile bolj volatilne, kar pomeni, da bodo tako rasle kot padle. Na koncu leta bomo pa v bistvu na nekih nivojih, kjer smo danes. Zdaj moram še povedati, da tako slabo leto na obvezniškem trgu, kot je bilo lansko leto, praktično ni bilo v zadnjih 100 letih. Samo splošni obvezniški indeks je izgubil 17,2%. Prejšnji največji padec, ki ga imamo on the record, je 12,2% leta 1978. Pa če gremo mečkam, smo še bolj kreativni, lahko pridemo v leto 1908, kjer so se zgodili primerljivi padci. Tako da v letošnjem letu pričakujemo bistveno boljše leto na obvezniškem trgu in pa ja, da končno obveznice tudi omogočajo nek donos, ki nekako odraža tudi premijo za tveganje in bo nekako, kar si imeli v enem zadnjem tem svojem toku, mi je bil zelo všeč, ker je rekel en starostna investitor, ne, da se trg pač zbuja iz neke halucinacijskega desetletja in da se bo spet donos pa tveganje spet pošteno vrednotilo. Pa ti, Rok, kako pa ti gledaš? V bistvu se strinjam s Primožem, ne. Mogoče bi samo dodal, da zaradi tega vse dražjega denarja, se pravi sposoje denarja na denarnem trgu ne samo za prebivalstvo, tudi še posebej za poslovne subjekte, za podjetja, ne. Tukaj v bistvu jaz pričakujem, da se bojo kreditni pribitki še povečali, razširili, da se bo temu primerno spremenil, bi rekel, tveganje, ki ga določeni izdajatelji nosijo zaradi vse dražjega zadolževanja in to je lahko tudi neka pomembna točka, mogoče v prihodnem obdobju, no, na katero je treba biti pozoren. Ja, se strinjam. Tudi recimo smo se ravno včeraj pogovarjali z enim ocenjevalcem vrednosti nepremičnin, ki je povedal, da ljudje se počasi malo ustavljajo in tudi to zadolževanje prebivalstva je se nekoliko malo ustavilo. Bomo videli, kaj bo statistike čez nekaj mesecev pokazali. Ok, a imate še kakšen zadnji nasvet mogoče za naše poslušalce? Ja, jaz mislim, da je vedno smiselno se učiti s tem, da človek v neki stop in da bomo rekli, da svoj denar v neki mogoče od načetku, ki mu je tuje in da v bistvu ni treba zdaj pretiravati s tistimi vplačili, kakor mogoče kakšni, ki so celo premoženje dali v kriptovalute, pa so mogoče na trdo se naučili, kaj to pomeni, kaj je to tveganje pri obveznicah ali pa pri obvezniških skladih ali pa kakršnikoli drugi obliki nalaganja obveznice, je pa smiselno, sploh zdaj, kaj je to realno bolj profitabilno, kakor pa nalaganje na depozit banki, da vsak poizkusi, vplača nekaj in spremlja, kaj se dogaja s tem trgom in s tem začne pridobivati tiste najbolj kvalitetne nasvete, ker je šola življenja. Se strinjam. Glede na to, da je obvezniški trg 3-krat večji od delniškega trga, gledano globalno, mislim, da absolutno si zasluži, sploh v dani situaciji, ko so obrestne mere ratujejo zelo zanimive, da tudi mali vlagatelji nekako se bolj ga spoznajo ali pa probajo tudi neke naložbe narediti na temu trgu, ne. To opismenjevanje se mi zdi tukaj zelo pomembno na tem delu, ker je to zdaj pač bil pozabljen zaradi tega, kar smo zdaj v bistvu tudi povedali. Obrestne mere niso bile zanimive, enostavno niso bile zanimive za male vlagatelje, tudi za institucije ne. Se strinjam, ja.
Zagotovo bo zelo pestro, kot si povedal, Primož, leto pred nami. Veliko se bo še govorilo o obveznicah, zagotovo se bo zelo veliko govorilo tudi o depozitih. Tako da iskrena hvala za super debato. Mislim, da smo kar povedali zelo veliko zanimivih stvari. Tako da hvala. Hvala, lepo zdrav. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate. Ne pozabite na dogodek MoneyHow Live, ki se bo zgodil 20. aprila s pisano druščino sogovornikov. Povezavo objavim v opisu epizode. Pa še to, končno je prišla tudi nova spletna stran www.money-how.si. Povezavo tudi objavim na opisu epizode. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!